Najmočnejša liga ženskega nogometa v Združenih državah Amerike je deležna precej večje pozornosti kot najmočnejše lige po Evropi, čeprav se po celem svetu stvari za dekleta spreminjajo na bolje. Nekaj počasi sem začela nabirati tiste minute. Že ob prvem nastopu mi je bilo res nekaj fantastičnega igrati pred tako množico. Na mojem debiju je bilo 18.000 gledalcev, kar ni tako normalno v ženskem nogometu. Vse se je začelo pod Goro Oljko. Njenega očeta Bojana pozna praktično cela država. Bil je izredno uspešen trener, tudi selektor. Brat Luka je svoj čas nosil dres Olimpije. V veliko oporo je bila vselej mati Bernarda. Žoga jo spremlja od rojstva. Družinska hiša pa stoji dobesedno čez cesto pri stadionu nekdanjega prvoligaša v Šmartnem ob Paki. Tako si pravijo, no, da mi je bilo položeno v zibelko. Vedno sem rada gledala nogomet po vseh kanalih, ko je bilo takrat še možno. Je pa dejstvo, da me noben nikoli ni silil v ta šport, da gledam to, da imam starejšega brata, sem vedno bila na njegovih tekmah. Pot jo je preko velenjskega Rudarja, Potsdama in Frankfurta popeljala v Salt Lake City. Toda prve nogometne korake je naredila pri Šmartnem, kjer je do najstniških let igrala s fanti. Ja, mislim, jaz vedno rečem, da mi je to verjetno ful pomagalo. Ne samo zato, ker sem v mladih letih igrala, ampak zato, ker sem tudi že kasneje, ko sem bila stara 14-15, še vedno trenirala s fanti. Vendarle pa je najljubši dres golgeterke tisti slovenski. Ja, neka skrita, oziroma ne skrita, ampak odprta želja je, da bi igrala enkrat na nekem velikem tekmovanju in mislim, da nam bo to uspelo. Rezultati so že vidni. Z razpoloženo Laro Prašnikar pa je precej bolj dosegljiv tudi nov mejnik za naš nogomet.